Daj nehaj sovražiti, nehaj biti zamerljiv, nehaj biti žalosten, nehaj biti maščevalen, nehaj obupavati, daj, spreglej, stopi iz tega svojega konja sebičnosti, vase zagledanosti in samozadostnosti in prisluhni tistemu, ki te ima rad, ki je zate dal življenje, ki je poln razumevanja. In zato vidite prav v življenju apostola Pavla vidimo to čudovito, zgledno življenje. In kako nam je apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom, ki pravijo biblicisti, da je to eno najlepših pisem in najbolj bogatih, kjer nam tudi apostol Pavel daje točna navodila za družinsko življenje. Vsi vemo, kako je sedanji papež Frančišek zaskrbljen za to osnovno celico človeške družbe. Tudi mi smo zaskrbljeni, tudi mi smo ogroženi od teh tolikih ran, s katerih trpijo naše družine, ki je tudi naša družina ta osnovna celica, ker naj bi se vzgajala človekoljubnost, milina, dobrota, odpuščanje, prizanašanje in vse te kreposti, tako prizadeta in tako bolna, kronično, rakavo bolna. In zato, sestre, brate, se moramo mi neprestano znova in znova prizadevati iskreno, da bo Božja beseda obilno prebivala med nami. Kot pravi apostol Pavel, Kristusova beseda naj bogato prebiva med nami. Bogato. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. Kako se mi spodbujamo? Z očitki, s kletvami, s ponižujočimi besedami, s kvantami. Te stvari se ne bi smeli slišati iz ust zakoncev in v naših družinah tudi od ostalih članov. Pravi apostol Pavel, današnji slavljenec, psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi se opominjajte in spodbujajte in poučujte. Drage mamice, mame, drage očetje, ste se že kdaj spomnili, da bi kakšno Božjo besedo, ki jo vendar imate v svojem srcu iz veruka ali iz kakšne pridige ali si kje kaj lepega prebral, da bi s to besedo tudi utemeljil svoj pristop in nastop pri vzgoji svojih otrok ali pa pristopu svoje žene, ki je morda nekje prizadeta in jo nekaj muči. Da, sestre, bratje, Božja beseda je tista, ki ima dvorezen meč, ki jo zdravlja, ki zna zarezati v naše ture, v naše obolele ude in naše odnose. In potrebna nam je ta operacija. In nobene druge ne rabimo kot Božje besede. Sestre, bratje, to ne sme biti fraza. To vam nisem rekel naučen. To sem vam rekel z Božjo avtoriteto. Gospod sam zagotavlja. In apostol Pavel svojim čudovitim življenjem, tako prej zamoženi, tako napačno usmerjeni, je prav samo o Božji besedi znal obrniti in zasukati v pravo smer. Spet imamo dokaz, da se da in da se more. Bomo šli s tem prepričanjem danes, sestre, bratje, tudi ne samo mi tu na Vršniki,
Ampak vsi tisti, ki so, kot sem že omenjal dvakrat, zbrani danes v raznih skupinah po Sloveniji, da bi vzljubili Božjo besedo, da bi se res prepričali, da nam je ta Božja beseda v vzgojo in opomin in spodbudo in da nam je to potrebno. In ko govorimo o radosti ljubezni, amoris letitia, kot je papež dal naslov tej spodbudi, ki jo je napisal po prvi in drugi sinodi o družinah v Rimu, da bi res pozdravljali te naše bolne družine. Potrebujemo poglobitve, prav z Božje besede. Dajmo se to povedati. Pred nekaj desetletji je bil že velik premik, da smo dobili vsako hišo Sveto pismo, da smo birmanske botre prepričali, naj dajo za birmansko darilo svojim birmancem Sveto pismo. In potem so ga tudi škofje sami začeli deliti tudi katehumenom in tudi birmancem. Tako da Sveto pismo je vstopilo v naše domove. Samo to Sveto pismo je treba, to je pa druga faza, da se odpre, kjer nam je napisano, kako bi bili nesramni starši, če bi dobili pismo svojih otrok od nekod, kome čakajo, da ga odprejo in da bi tisto pismo ostalo zaprto in bi ga vrgli na ogenj ali v kanto za smeti. Kakšna ponižanost za otroke in za tiste. Tako tudi mi dostikrat Božjo veličino mi ponižujemo, da gledamo Sveto pismo v svojih ulicah, v svojem domu. Imamo morda že celo taki mini tabernakelj napravljen, ampak to ni dovolj. Mora to Sveto pismo stopiti odprto v naše srce. Dajmo, prosimo pri tej maši, pri tej čudovitem slavnico apostolu Pavlu, da prosimo, da bi nas tudi ta Božja beseda tudi nas zganila in spremenila, spreobrnila